toplo dobrodošli v Šparovi spletni seriji ABC peke z družbi z Anico Šumer. Danes bomo pripravili en puhasto mehak kruhek, ki je primeren tudi za toast. Vidim, da je Rudl že v akciji, tako da kar zadružimo. Za večjo mehkobo kruha bomo del moke najprej skuhali v vodi. Pšenično polnovredno moko zmešamo z vodo v posodi, tako da ni nobenih grudic. Prestavimo na štedilnik in kuhamo na srednji temperaturi. Kuhamo toliko časa, da se zmes res zgosti. Pri tem nenehno mešamo. Takole. Zdaj pa odstavimo. Tole zmes gosto nekoliko ohladimo, ne sme biti vroča, preden dodamo ostale sestavine. K zmesi primešamo zelo hladno vodo, sol, mleko ter sladkor. Vse dobro premešamo, da se raztopi. Nato dodamo še puhaste in mehurčkaste droždje. In seveda dobro premešamo, da se vse lepo raztopi. Primešamo k moki. Najprej si lahko pomagamo z lopatko. Vgletemo mehko testo, ki ga nato pustimo pokreto počivati vsaj 15 minut. Po tem kratkem počitku bomo dodali mehko maslo, torej sobne temperature. Maslo masiramo v testo. Če se nam slučajno upira, ga pokrijemo, počakamo 10 do 15 minut in nato ponovimo vajo. Po počitku ponovno masiramo testo. Tako dolgo, da se maslo lepo vpije vanj. Še enkrat pustimo, pokrijemo in pustimo 10 minut in to še enkrat pregnetemo. Testo še enkrat na hitro pregnetemo. Je takšno prožno in voljno. Nato pa ga pokrijemo in pustimo, da naraste za približno 50%. Ko testo naraste za približno 50%, ga lahko pokritega damo v hladilnik v primeru daljše fermentacije, drugače pa se kar lotimo oblikovanja. No, tega sem jaz pripravila že včeraj, tako da je že pripravljen za oblikovanje. Tako je, pa da vidite razliko. Približno 50%. Testo razdelimo na 3 dele. Vsak naj tehta približno 220 gramov. Vsak del testa zvijemo v rolico. Rolice nato prestavimo v res dobro namaščen pekač. Priporočam uporabo masla, saj maslo ne steče po stenah pekača. Ali pa kakšno drugo tršo maščobo. Znova pokrijemo in pustimo toliko časa, da se podvoji. Takole pa izgleda kruhek
oziroma testo primerno vzhajano za peko. Nato ga spečemo v predhodno dobro ogreti pečici na 190 stopinj, prvih 5 do 10 minut spara. Po peki kruh zvrnemo na rešetko. In ga še toplega premažemo z maslom. Tako bo ohranil zelo mehko skorjico. Tako, naš kruhek je pečen, tako je puhast, mehak. Mislim, da vam pokažem, koliko je mehek. Ful. Najbolje, da ga kar pokusim, in to s fermentiranim maslom. Pa slasten drožotek in naj drži.